Torej, dobrodošli na današnji predstavitvi letnika planskega gospodarstva Inštituta za delavske študije. Tokrat bo predaval član inštituta, odmevni član Nejc Kralj, ki nam bo povedal o razvoju sovjetskega gospodarskega modela, sovjetskega planskega gospodarstva. Hvala. Dobrodošli še v mojem imenu. Zdaj, moje današnje predavanje je, kot je bilo napovedano, namenjeno nekako orisu nastankov sovjetskega planskega modela. Zdaj, stvar bi zasnoval nekako tako. Najprej bi predstavil ekonomsko in socialno situacijo v Sovjetski zvezi od revolucije do prve petletke. Na to pa bi povedal, kako je priprava plana dejansko izgledala. Za konec bi pa sam malo omenil še nekaj o rezultatih same prve petletke. Zdaj, preden se spustim v vse to, bi najprej rad ponovil neke splošne teoretske razloge, zaradi katerih so se boljševiki odločili za planski model gospodarstva. Zdaj, kot vemo, je blagovno-tržna ekonomija problematična iz več razlogov. Prvič, izkoriščevalska je za delavce. Delavec mora v kapitalističnem načinu produkcije na trgu prodajati svojo delovno silo, da si zagotovi svoje lastno preživetje. Torej ne dela iz lastnega veselja ali zaradi zadovoljitve kakšne družbene potrebe, obenem pa je še vedno tudi izpostavljen pritiskom konkurence in tveganja odpustitve ter lastnega propada. Hkrati je ločen od produkta svojega dela, tega si v last in upravljanje vzame kapitalist, ki s tem dobi tudi pravico do presežne vrednosti, ki nastane v produkciji. Drugič, tržna ekonomija je bila za marksistične teoretike izrazito iracionalen način družbene produkcije. Socializacija dela se namreč zgodi nazaj, torej šele na točki, ko se produkti dela prodajajo kot blaga. To v praksi pomeni, da se neko blago izkaže kot družbeno potrebno ali nepotrebno šele na trgu, torej potem, ko je že bilo proizvedeno. Posledično je vedno loterija, če se bo za nek produkt našla potreba ali pa se ne bo. Rezultat takega kaotičnega sistema so krize, zapravljanje produkcijskih sil, ponekod pomanjkanje, drugje hiperprodukcija. Zdaj, kar bi nek drugačen socialistični produkcijski način potreboval, je skupnostna lastnina produkcijskih sredstev. Torej konec kapitalističnega izkoriščanja in pa zavesten, načrtovan sistem družbene proizvodnje. Torej sistem, v katerem bodo najprej ugotovljene družbene potrebe, nato pa bo na tej podlagi zasnovan razvoj gospodarstva. In to velja tako za lokalno raven, torej za načrtovanje raznih dobavnih verig, kot tudi nekako za globalno raven, torej za načrtovanje celotne državne oziroma v najbolj optimalnem primeru lahko celo svetovne družbene produkcije in konsumpcije. To je nekako teoretsko izhodišče za izgradnjo planskega socialističnega produkcijskega načina. Zdaj, ruski marksisti so bili mnenja, da gre v svojem imperialističnem stadiju v to smer že sam kapitalizem. Zaradi konkurenčnih pritiskov se posamezni kapitali centralizirajo, pod vedno manjšim številom kapitalistov se koncentrira vedno večja količina podjetij, tako da lahko en sam koncern združuje celo dobavno verigo za nek končni izdelek. Posledično ni več nobenega razloga, da delitev dela med enotami tega koncerna deluje tržno. Koncern lahko delo v posameznih procesih načrtuje neposredno glede na potrebe drugih procesov.
V tem smislu tudi, naprimer, Buharin pravi, da je pač menjalno razmerje, ki izraža socialno delitev dela in ločitev socialno-produkcijske organizacije v neodvisna kapitalistična podjetja, zamenjano s tehnično delitvijo dela znotraj organizirane nacionalne ekonomije. Celotni ta navedek imate za mano. Zdaj, najbolj razvit model takšnega državnega kapitalizma naj bi bila vojna ekonomija imperialističnih sil med Prvo svetovno vojno. Lenin je tukaj še posebej visoko cenil recimo nemško vojno ekonomijo, kjer naj bi vse državne sile pač harmonizirano delovale za pač potrebe vojne. In od tu naprej se nekako zdi, da je le še majhen korak do socializma, manjka samo še tisti moment podružbljanja produkcijskih sredstev, pa smo praktično že tam. Zdaj seveda, ko so boljševiki po oktobrski revoluciji zavzeli ruski imperij, jim je bilo seveda jasno, da so pač malo prehiteli to svojo prelepo shemo. Oblast so, kot vemo, pač prevzeli v najbolj zaostali imperialistični velesili. Zdaj, imperialna Rusija je bila pretežno agrarna država. In čeprav je na začetku pač Prve svetovne vojne njeno prebivalstvo krepko presegalo 100 milijonov prebivalcev, je imela do leta 1915 le dobre 3 milijone delavcev v industriji, 555 tisoč od katerih jih je bilo iz dežel, ki jih je Rusija v vojni pač izgubila. Zdaj, industrija tudi ni bila enakomerno razporejena po državi. V osnovi je bila omejena na 4 pač industrijske cone. Zdaj, največja je bila pač centralna industrijska cona okoli Moskve, v kateri je pač v tem času živelo približno 1 milijon delavcev. Zdaj, v resnici je še malo bolj zapleteno, ker je bilo en velik delež tega v bistvu sezonskih delavcev. Ampak no, poleg tega je bila industrija razvita še na Uralu, v Ukrajini in v severozahodni regiji v okolici Petrograda. V Prvi svetovni vojni, zdaj mislim, tle imamo obkrožene neke zelo velika ozemlja, v resnici je bilo še znotraj tega pač omejeno na pač neka mesta, ala Moskva, pa Nižni Novgorod, pa tako dalje. Izven tega je bilo zelo malo industrije. No, bile so neke izjeme, ala naftna industrija v Bakuju, ki pa so bile dejansko tudi vezane na te pač glavne industrijske cone. Zdaj, v Prvi svetovni vojni je Rusija izgubila 2 večji industrijski regiji, to so bile pač baltske dežele in pa Poljska. In Rusija je tako z vojno izgubila ozemlje, ki je pač predstavljalo slabo petino njene industrijske produkcije. Že iz tega vidika pač boljševiki niso bili v najboljšem položaju. Dalje pač rusko kmetijstvo je bilo skrajno zaostalo. Večina kmetov je živela v komunah ali v polfeudalnih odnosih z veleposestniki. Individualni kmetje so obstajali v glavnem samo pač v Ukrajini, medtem ko je na področju Kazahstana in pa Kavkaza prevladovala še napol nomadska živinoreja. Del kmetov je bil tehnološko tako zaostal, da niso imeli niti plugov. In pač tako imenovana Stolypinova reforma iz leta 1906 je nekako poskušala pač postaviti neke temelje modernega kapitalističnega kmetijstva, ampak je bil njen uspeh zelo omejen in še veliko tega je pol pač propadlo med Prvo svetovno in državljansko vojno. Zdaj, ni bilo pa vse tudi slabo, ne? Rusija je bila v bistvu država velikih nasprotij. Pač na začetku Prve svetovne vojne je imela tehnološko zelo napredno železarstvo, v dobrem stanju pa sta bili tudi kemična in pa naftna industrija.
V tistem času je bila Rusija ena glavnih proizvajalk nafte. V znanosti so pa bile različne institucije v Petrogradu in Moskvi v bistvu v svetovni špici in ruski znanstveniki so bili spoštovani po celem svetu. Zdaj na drugi strani je bilo pa leta 1897 pismenih le 36% moških in 12% žensk. In pač vojna tej pač zaostali situaciji Rusije nekako ni zares pomagala. Bolševiki so leta 1917 prevzeli nestabilno in od vojne pač utrujeno državo. In med njihovimi prvimi ukrepi je bila recimo nacionalizacija zemlje. V praksi je to pač pomenilo predvsem konec polfeudalnih praks in razdelitev velikih posestev med manjše kmete. V praksi pri tem v bistvu sovjetska centralna oblast niti ni imela kakšne velike besede, sama reformo so v bistvu že tako izvajali uporni kmetje. Pač sovjetska oblast se je bolj kot ne samo seznanjala z stanjem. In v tem pač zgodnem času je pač nova socialistična oblast tudi nacionalizirala banke, železnice in pa trgovinsko floto. V industriji pa so nekako dali velika pooblastila delavskim odborom, ki so v bistvu dobili nadzor nad delom podjetij. Pri tem je pa pomembno, da v obdobju torej pred državljansko vojno še ni bilo masovne nacionalizacije, nacionalizirana so bila samo posamezna podjetja. Do junija 1918 je bilo recimo nacionaliziranih le 487 podjetij. Še med temi je pač velik del nacionalizacije potekal v bistvu na lokalni ravni, torej strani lokalnih sovjetov ali pa kar delavcev samih. Centralne oblasti so se pa spet s tem bolj kot ne pač seznanjale. Včasih celo z malo stisnjenimi zobmi. Zdaj to se spremeni z vojnim komunizmom. Takrat je prišlo do nekega velikega torej pač pogona nacionalizacije. Zdaj, po nekih številkah je bilo do avgusta 1920 nacionaliziranih torej 5000 podjetij v okviru VSNH-ja, torej pač vrhovnega ekonomskega sveta. Po nekih številkah pa celo 37,000 podjetij, med njimi en velik del takih z enim samim zaposlenim. Recimo ful takega je bilo, nacionalizirali so take stvari, kot so bili mlini na veter, pa take fore. Zdaj, samo državljansko vojno rusko je v ekonomskem smislu zaznamovalo predvsem vse splošno pomanjkanje in lakota, ki sta bili v veliki meri povezani z razpadom dobavnih verig in upori recimo v Ukrajini, ki je bila v veliki meri žitnica Rusije. In socialistična vlada je grozečo lakoto reševala predvsem z zasegi presežkov pridelka oziroma odkupi od kmetov po predvsem majhnih cenah, kar je pač pri kmetih povzročilo precejšnje nezadovoljstvo in razvil se je pa tudi obsežen črni trg. Zdaj v končni fazi so kmetje še vedno držali pač z komunisti, ker še vedno je bila sovjetska oblast daleč boljša od alternative, torej pač procarskih sil, ki so tam v ozemljih, ki so jih takrat pač nekako zavzele, nazaj pripeljale razne polfeudalne landlorde pa tako dalje. Ampak skratka pač tudi
pri celi stvari med državljansko vojno ni pomagalo, da je pač rubelj kolapsiral, da je prišlo do hiperinflacije in ta je bila tako huda, da je velik del ozemelj pač pod sovjetskim nadzorom prenehal delovati na podlagi denarne ekonomije. Skratka, podjetja niso več plačevala za nakup materialov, storitve so prenehale biti plačljive, delavci so bili plačani neposredno v hrani in potrošnem blagu in tako dalje. Zdaj, to dejansko ni bilo nujno med komunisti razumljeno kot nekaj slabega. Bolj neki optimistični komunisti, med njimi predvsem levi komunisti, torej leva opozicija proti partijskemu mainstreamu, ki jo je v tem času vodil Nikolaj Buharin. V tem pač niso videli razpada sistema, ampak že prehod v socialistični produkcijski način. Če pač nimamo denarja, zakaj ne bi šli stvarjo do konca, zakaj ne bi kar za vekomaj odpravili monetarne ekonomije. Zdaj, nažalost, pač tak hiter prehod v socializem iz vojnega komunizma ni bil ravno izvršljiv. V gospodarskem smislu je bila pač država po državljanski vojni pač povsem uničena. Produkcija velike industrije je padla na boro petino predvojne industrijske produkcije. In velik del pač industrijskih obratov je bil ali uničen ali pa zapuščen. Zdaj, obenem je pa tudi začel prihajati do novih nemirov. Z letom 1920 je postalo jasno, da bodo komunisti zmagali v državljanski vojni, zaradi česar pač ljudje, predvsem kmetje, počasi niso videli razlogov za nadaljevanje izrednih razmer vojnega komunizma. V maju istega leta je sicer sledila še vojna s Poljsko, ki pa se je končala do oktobra z neuspehom Rdeče armade, da bi zavzela Varšavo. To je bilo mimogrede pač v veliki meri tudi konec sanj o pač evropski ali pa celo svetovni revoluciji. Bolševiki so nekako do te točke računali na zmago socializma v Nemčiji, ki bi potem lahko z svojo pač industrijsko močjo pomagala socialistični izgradnji Rusije, ki je bila preveč zaostala, da bi to pač storila sama. Na tej točki je počasi postajalo jasno, da revolucije v Nemčiji ne bo in da je tudi Sovjetska zveza ne bo mogla uresničiti z vojaškim pohodom na zahod. In od tega trenutka naprej se potem začnejo v Sovjetski zvezi vedno bolj pač prevladovati ideje socializma v eni deželi. Čeprav je nekako ta ideja formalizirana šele pol desetletja kasneje. Ampak skratka, zdaj po koncu vojne ljudje niso bili več pripravljeni trpeti izrednih razmer. To je pripeljalo do nemirov med kmeti in delavci, najbolj znan med njimi je pač kronštatski upor. In jasno je postalo, da bo za ohranitev revolucije potreben korak nazaj od vojnega komunizma. Ta korak nazaj pa predstavlja Leninova nova ekonomska politika oziroma pač krajše MEP. Temelj te nove ekonomske politike je bil živilski davek oziroma pač davek v naravi v kmetijskih produktih, ki je nadomestil zasege kmetijskih presežkov v času vojnega komunizma. Pomembna razlika je od sistema vojnega komunizma je bila, da je bil pač ta živilski davek precej manjši od tistih zasegov prej, torej je kmetom del presežkov ostal. In novost nove ekonomske politike je bila,
da so kmetje lahko ta presežek legalno pač prodali. V socialistično ekonomijo je tako nazaj vstopil trg, sicer v omejenem obsegu, ampak še vedno pač trg. In obenem je bilo ponovno dovoljeno tudi privatno lastništvo manjših podjetij, torej nacionalizacije so bile malo zaustavljene, ampak tudi ta se niso zares nikoli razvila v velikem obsegu. Zdaj, partijsko vodstvo z Leninom na čelu je novo ekonomsko politiko razumelo kot taktični umik, ki je bil zaradi okoliščin nujen, ampak ki ni nekaj pač večnega, je le umik, ki mu bo potem kasneje sledila nova ofenziva. Zdaj, nova ekonomska politika je vsekakor pomenila veliko spremembo za sovjetsko vodstvo in pač nek načrt socialistične izgradnje, saj je nenadoma dala država iz rok pač velik del svojih vzvodov. Kljub temu je imela še vedno neprimerljivo veliko vpliva na ekonomijo glede na pač buržoazne države. Carska Rusija je v gospodarstvo intervenirala predvsem preko državnega proračuna in pa preko protekcionističnih carin. In že pri proračunu je imela Sovjetska zveza pred Carsko Rusijo prednost, da ni imela dolgov, ker pač ni priznavala ruskega dolga do tujih kapitalistov. In s tem se je pač sprostil precejšen del proračuna. To je imelo seveda tudi nekoliko manj prijetno posledico, namreč da je bila sovjetska država v precejšnji gospodarski izolaciji od tujine, torej da ni mogla pač računati na zadolževanje v tujini ali pa recimo na tuje investicije, s pomočjo katerih se je v glavnem industrializirala pač carska Rusija. Zdaj, poleg teh pač sicer dosti klasičnih orodij je imela sovjetska država še vedno v rokah praktično vso industrijo, s katero je lahko upravljala po svoji volji. Predvsem pa je lahko določala cene, kar je v praksi omogočalo redistribucijo vrednosti med različnimi sektorji ekonomije. Ta redistribucija je šla predvsem v smeri od kmečke populacije k industriji, s čimer naj bi bila potem financirana povojna rekonstrukcija, na to pa še industrializacija države. Zdaj, osnovna sovjetska finančna politika v tem obdobju je temeljila na visokih cenah industrijskih produktov in nizkih cenah kmetijskih produktov. Zdaj, takšna politika je delovala. Sovjetsko gospodarstvo se je pričelo pobirati in socialni mir in tako imenovano zavezništvo med proletariatom in kmeti pa je bilo ponovno vzpostavljeno. Zdaj, če je leto 1921 še minevalo v znamenju hude lakote, ki je bila deloma posledica pač slabe letine, je bilo naslednje leto v tem oziru zelo uspešno. Letina je bila dobra, živilski davek je bil uspešno pobran in trgovina je cvetela. Že leta 1923 pa je prišlo do prve krize NEP-a. NEP je bil v bistvu kljub neki splošni uspešnosti bolj kot ne samo serija nekih kriz, ki so se skozi dogajale. No, ta prva je bila poimenovana kriza škarij. Poimenovanje si je zmislil Trotski. Zdaj, stvar je taka, da gre za neko razpiranje škarij cen. Torej, za vedno večjo diskrepanco med cenami kmetijskih produktov in pa torej cenami industrijskega potrošnega blaga. Prve so zaradi dobrih žetov pač padale,
druge so zaradi velikega povpraševanja in zaradi državne politike industrijske rekonstrukcije rasle. Mislim, graf, ki iz tega nastane, naj bi pač spominjal na škarje. Zdaj odločite se, če to drži ali ne. Skratka, ampak posledično so se kmetje ponovno znašli v slabem položaju. Bili so prisiljeni poceni prodajati svoj pridelek, medtem ko so industrijske produkte morali kupovati po visokih cenah. In rezultat je bil spet pač kmečki odpor. Kmetje niso hoteli prodajati svojih izdelkov in niso hoteli kupovati industrijskih blag. Se pravi, v državi so se ponovno začeli nemiri. Zdaj, sovjetski odziv je bil hiter in učinkovit. Skozi svoje mehanizme je pač sovjetska država znižala cene industrijskih produktov, zdaj seveda, ker je imela kontrolo nad cenami, je to lahko naredila. S tem nekoliko omejila pač državno pomoč industriji, ampak s tem vzpostavila ravnovesje med mestom in podeželjem. Pač, ker so bile nižje cene, so pač kmetje lažje spet kupovali industrijske produkte. Pol naslednje leto je bil problem obraten. Žetev je bila slaba, kmetje pa svojega majhnega pridelka ponovno niso hoteli prodajati po nizkih cenah, ker pač ni bilo veliko tega pridelka. In država je posledično pustila določene maksimalne cene odkupa kmetijskih pridelkov in s tem ponovno rešila ravnovesje. Zdaj tukaj v teh procesih lahko vidimo glavno preokupacijo sovjetske države v času NEP-a. To je bilo pač držanje optimalnega ravnovesja med rekonstrukcijo in industrijskim razvojem na eni strani ter na drugi strani pač vzdrževanja miru na podeželju. In da je bilo to ravnovesje nekako pač se ga je držal, je mogel biti ta nepovski trg strogo reguliran. Zdaj, kot zanimivost, druga glavna preokupacija sovjetskega vodstva v času zgodnega NEP-a je bila pa odgovorna fiskalna politika. Torej, šlo se je predvsem za vzdrževanje uravnoteženega proračuna. In to je bilo proti koncu NEP-a kot neko pravilo v veliki meri upoščeno. Sovjetska država se tudi zelo malo se je zadolževala, po eni strani, ker se ni mogla, ker ni nihče pač dajal posojil, po drugi strani pač je držala neko politiko, da se ne zadolžuje. Zdaj, med težavami NEP-a moramo omeniti še pač predvsem brezposelnost. En od ciljev socializma naj bi bila zagotovitev polne zaposlenosti, ampak to v razmerah pač uničene države ni bilo mogoče. Leta 1926 je bila brezposelnost tako pri 9% in je proti koncu 20 še rasla. Kar je pri tem pomembno, je, da ni šlo za upadanje zaposlenosti prebivalstva, ta je celo rasla, tudi kar hitro je rasla, ampak je zaradi migracij iz podeželja v pač rastoča mesta v bistvu pač mestno prebivalstvo raslo hitreje kot pač nekako zaposleno prebivalstvo. Načeloma je ta brezposelnost huje prizadela ženske kot moške, zaradi česar je bila tudi temeljna socialistična ideja osvoboditve ženske iz družine v praksi pač delno nerealizirana. Progresivna zakonodaja je sicer v veliki meri pač načela stare patriarhalne odnose, ampak se ravno zaradi težav z zaposlovanjem žensk pač ženska še ni mogla pač zares osvoboditi iz družine. Delno so bile tukaj tudi težava, tudi nižje plače v sektorjih,
s pretežno ženskimi delavkami, ampak tukaj je pač sovjetska država vodila zavestno politiko zmanjševanja plačnih razlik med moškimi in ženskami. Zdaj, realne mezde so se do sredine 20-ih v tekstilni industriji, v kateri so prevladovale delavke, povečale za 20% glede na leto 1913, torej glede na predvojno stanje, medtem ko so nekako povprečju celotne industrije mezde ostale na tem predvojnem nivoju. Skratka, bolj so se povečevale v sektorjih, kjer je bila večja zaposlenost žensk. Tudi sicer je pač Sovjetska zveza v tem času, v času NEP-a vodila politiko uravnavanja plač, tudi recimo med visoko pa nizko kvalificirano delovno silo pa tako dalje. To nekako, ta politika se obrne, mislim, da šele v 40-ih, še vedno pod Stalinom. Zdaj, NEP sam je v resne težave, zdaj, kot sem rekel, bil je poln kriz, ampak nekako jih je vedno pač sovjetska država uspela prebroditi. V resne težave je pa zašel leta 1927. Takrat so se pač ponovno začele odpirati te škarje cen. Državna politika zmanjševanja cen industrijskih produktov pa nenadoma ni več delovala. Zdaj, kaj je bil razlog tega? NEP je bil uspešen, dokler se je gospodarstvo obnavljalo na predvojno raven. Torej, dokler so se pač popravljale predvojne industrije. In projekcije glede tega so bile na začetku 20-ih let precej pesimistične. Predvojno raven naj bi pač po teh projekcijah dosegli šele nekje do konca 30-ih let. V resnici pa so bili v letih 26 in 27 po skoraj vseh kazalcih praktično že na predvojnem nivoju. Vendar pa je to obenem pomenilo, da pač zniževanje cen ni več delovalo. Saj problem tokrat ni bil več zgolj v nizki kupni moči kmečke populacije, ampak pravzaprav v pomanjkanju industrijskih proizvodov. Znižanje cen ni doseglo pač ničesar, ker po teh nižjih cenah ni dalo nič kupiti. Industrijska moč Sovjetske zveze ni pač več dohajala potreb prebivalstva. Potrebna je bila pač neka nova rešitev in partija jo je videla predvsem v hitri industrializaciji. Zdaj, razprave o industrializaciji so v resnici potekale že skozi vsa 20 leta, predvsem pa od leta 1924 naprej. Razlog, zakaj je bilo to vprašanje za komuniste tako pomembno, razlogov pač, zakaj je bilo to vprašanje za komuniste tako pomembno, je bilo pač več. Zdaj omenimo dva. Prvi je pač očiten, industrializacijo so pač videli kot predpogoj komunizma. V komunizmu jasno ne sme biti pomanjkanja, izkorinjanje pomanjkanja pa zahteva pač razvito industrijsko produkcijo. Drugi pomemben razlog je bil pač precej drugačne narave. Zdaj, Sovjeti so namreč ves čas pričakovali nov napad imperialističnih sil. Zdaj, zadnji napad se je zgodil med intervencijo zahodnih sil, praktično vseh, med državljansko vojno, ko so te pač pomagale Beli armadi. Zdaj, sredi 20-ih let so napovedovali pač razni pač te sovjetski komunisti, da se bo nek napad zgodil v roku 5 do 10 let. Zdaj, kiksnili so za nekih 10 let,
ampak v principu so imeli prav, pač leta 1941 seveda pride do napada na Sovjetsko zvezo. In argumentacija je bila pač, da se mora Sovjetska zveza industrijsko in vojaško pripraviti na novo vojno, ki bo neizbežno prišla. V samih razpravah o industrializaciji sta se oblikovala dva pola, ki sta se v veliki meri, čeprav ne povsem, prekrivala s pozicijami partijske desnice in partijske levice. Kot voditelja desnega krila se ponavadi jemlje Nikolaja Buharina, torej ta istega Buharina, ki je bil zdaj glavni ideolog NEP-a, ki je bil prej glavni ideolog vojnega komunizma, kar je precej zanimivo. Zdaj med drugim je temu desnemu krilu pripadal tudi Aleksej Rikov, ki je bil takrat predsednik Sveta ljudskih komisarjev oziroma vlade. Levo krilo je pa pač seveda vodil Lev Trotski, njegov vodilni ekonomist v tem času je bil pa Evgenij Preobrazhenski, ki je sicer bil prvi vodja pač levega krila partije. Še preden je bil Trotski v levem krilu partije. Zdaj, med obema kriloma je bil pa še partijski center pod vodstvom generalnega sekretarja partije Josifa Stalina, ki je sicer center je pač sredino 20 let v bistvu preživel v koaliciji z desnico proti levi opoziciji. In nekako partijsko ekonomsko politiko in tudi večino pač večino pač politike v tistem času je dejansko v veliki meri pač diktiral Buharin. Zdaj, ampak kaj so bile nekako ideje teh kril in pač ljudi v njih? Zdaj, Preobrazhenski, torej pač ta glavni ekonomist levega krila, je avtor teorije prvotne socialistične akumulacije, kar je seveda referenca na tako imenovano prvotno kapitalistično akumulacijo. Bistvo te teorije je bilo, da pač dokler državni industrijski sektor ni dovolj razvit, da bi poganjal samega sebe, mora vrednost pobirati od nekje od zunaj, od nekje drugod, oziroma pač od nekega privatnega sektorja ekonomije. To v praksi leti predvsem na kulake, torej premožne kmete, ki jih je v bistvu ustvaril NEP. In po tej liniji bi morala država izkoristiti pač svojo zmožnost narekovanja cen in monopol na trgovino za to, da financira hitro industrializacijo in predvsem razvoj težke industrije. Zdaj, ta pristop ima dve težavi. Prva je tveganje pretiranega vložka v težko industrijo, ker vložki v težko industrijo so pač izredno dragi, obenem pa zahtevajo ogromno časa, da prinesejo rezultate. V tem času moraš pa ti nekako plačevati delavce, predvsem tako v gradbeništvu, recimo zaradi gradnje novih obratov, hkrati pa še zagotavljati pač dovoljšno produkcijo potrošnih blag, da z njimi nekako preživiš prebivalstvo. Oziroma pač obstaja pač tveganje, da če ti to ne uspe, da se v času med trajanjem tvojega projekta industrializacije sesuje vsa preostala ekonomija. In pač tvoja moderna težka industrija pač se izkaže za neuporabno, ker mislim, nič drugega ne obstaja več, oziroma je vse drugo v krizi. Druga težava je pa seveda ohranjanje socialnega miru in zavezništva med proletariatom in kmeti. Zdaj, če kmete preveč pritisneš, tvegaš pač nemire in upore, ter v končni fazi sesutje kmetijstva, lakoto in tako dalje. Zdaj, ta štorija morda na tej točki deluje nekoliko znano.
ampak potrebno je poudariti, da Preobrazhenski in tudi preostala leva opozicija, da je bila še vedno zaprisežena nekako ohranjanju ekonomskega ravnovesja in delavsko-kmečkega zavezništva. Torej, niso bile njihove ideje per se, da bi želeli kar takoj odpraviti NEP oziroma neke njegove osnovne temelje. In pač še več, Preobrazhenski hitri razvoj industrije videl kot pogoj ohranjanja dinamičnega ravnovesja, se bi lahko le na ta način sovjetska država odgovorila na hitre rastoče potrebe prebivalstva. Zdaj, ekonomska politika partijske desnice je bila v marsičem nasprotna in je v bistvu temeljila ravno na spodbujanju razvoja kmetijstva in lahke industrije, nasproti pač težki, torej pač predvsem industrije potrošnega blaga. Buharin, Sokolnikov, ki je bil najprej ljudski komisar za finance, pol je prstal na VSNH-ju, in drugi pač desni ekonomisti, na tej točki pa še vedno tudi Stalin, so želeli spodbujati ravno premožne kmete, torej kulake, ki so ustvarjali največ presežkov in na tej podlagi pač pol iz nekih pač otokov premožnih kmetov tudi dali razširjati sovjetski trg. In glavno sredstvo tega naj bi bilo vzdrževanje nizkih cen in s tem pač spodbujanje menjave, spodbujanje trgovine. Ko bi bila na ta način agrikultura in pa lahka industrija dovolj razviti, pa bi država lahko pač tako ustvarjene presežke usmerila v pač težko industrijo in na tej točki potem industrializirala državo. Zdaj, tudi ta pristop ima dva problema. Prvo je, da je počasen. Gre za politiko počasne rasti, pri čemur ni bilo jasno, če se Sovjetska zveza lahko tako počasnost privošči, ker pač tveganje vojne in tako dalje. Drugi problem pa bi bil, kje dobiti produkcijska sredstva, ki bi bila potrebna za razvoj kmetijstva in lahke industrije. Na moderni kmetiji pač rabiš traktorje, za traktorje rabiš tovarno traktorjev, ki potrebuje jeklarno in tako dalje. Skratka, pač takšna ekonomska politika bi ustvarila neke bottlenecke v težki industriji, zaradi katerih razvoj tudi v pač drugih sektorjih ne bi bil mogoč. Ker pa je obema vizijama, tako desni kot levi skupno, je pač priznavanje tega koncepta ravnovesja. Ta izraz je najpogosteje v bistvu uporabljal Buharin. Zdaj, ideja sama ravnovesja pomeni, da je za razvoj pač razvoj treba različne sektorje ekonomije držati v relativnem oziroma dinamičnem medsebojnem ravnovesju. Če pride v sistemu do neravnovesja, sistem ni več harmoničen in pač začne celota stagnirati ali celo propadati. Zdaj, kdaj je sistem v ravnovesju ali neravnovesju, oziroma pač kdaj in kje se pač pojavijo neravnovesja, to je seveda stvar interpretacije in tukaj so različni ekonomisti to različno interpretirali. V praksi je pa bilo glavno vprašanje v tem okviru pač odnos med industrijo oziroma državo in kmeti. V obdobju NEP-a je bila ideja pač, mislim, v času NEP-a je bila ideja, da vržemo vsa razpoložljiva sredstva v industrijo in pač povozimo interese kmetov, razumljena kot neupravičeno lomljenje tega dinamičnega ravnovesja. Zdaj, ta stvar postane pomembna kasneje, do česar še pridem. Zdaj bi se pa rad pač končno posvetil glavnim institucijam, ki so bile tako ali drugače vpletene v nastanek prvih planov. Zdaj, seveda na vrhu je pač partija. Partija je imela glavno besedo pri stvareh, v njej so se sprejemale glavne politične odločitve. Tu pač pomembno vlogo igrata predvsem politbiro in pa centralni komite.
Razni spopadi znotraj partije, ki jih je bilo veliko v tem času, so lahko imeli precejšen vpliv na smer gospodarstva, še bolj pa obratno. Ne. Same gospodarske dinamike so pogosto vplivale na razmerja moči v partiji. Potem je Sovnarkom, to je svet ljudskih komisarjev oziroma po domače sovjetska vlada. Sovnarkom se je delil na različne ljudske komisarjate oziroma ministrstva, ki so pač pokrivale razne resorje. Med njimi sta z tega vidika, ki ga zdaj preučujemo, zanimiva predvsem Narkomfin oziroma Ljudski komisarjat za finance, torej pač resorni komisarjat za področje financ, in pa Narkomzem, ki je bil resorni komisarjat za področje kmetijstva. Dalje je potem pač STO, not to be confused with STA. Skratka, to je bil svet za delo in obrambo. Bil je pač glavna organizacija zadolžena za upravljanje sovjetskega gospodarstva in vojaške logistike. Formalno je bil pa del oziroma je bil podrejen svetu ljudskih komisarjev. Potem pod ta STO oziroma ena od komisij STO-ja je bila Gosplan oziroma Državna planska komisija, ki je bila zadolžena za pripravo različnih planov za potrebe sovjetskega gospodarstva. Gosplan je bil, kot rečeno, podenota STO-ja, zaradi česar je sam po sebi ni imel izvršne moči in je bil pač hierarhično nižje recimo od VSNH-ja. Potem pa še pač VSNH, to je pa vrhovni ekonomski svet, ki je bil zadolžen za upravljanje ekonomije v državnem lastništvu. Razdeljen je bil na različne glavke, kar so bili tako neki trusti oziroma pač so ustrezali kar celim industrijskim sektorjem ali pa panogah. Formalno je bil enako pač podrejen oziroma je bil del sveta ljudskih komisarjev, imel pa je tudi svoje lastne oddelke za gospodarsko planiranje. Zdaj, čist stališča pač, torej, samega planiranja sta najpomembnejša organa ravno te dva, se pravi Gosplan in pa VSNH. Poleg teh nekih pač centralnih organov so imele pomembno vlogo še republike, Zveze sovjetskih socialističnih republik. Torej, same republike so imele svoje lastne gospodarske in planske institucije, ponovadi so se imenovale identično pač tem institucijam, bile so pač samo republiške verzije teh institucij, ki so pač pokrivale ozemlja posameznih teh republik. Njihova podrejenost zvezanim organom ni bila samoumevna. Zdaj, kaj lahko opazimo iz te horde različnih pač institucij? Zdaj, predvsem to, da je pač med njimi po področjih in po oblastilih mnogo prekrivanj. Zato je med njimi pogosto prihajalo do zmede in rivalstev. Najprej so bili pogosti pač predvsem konflikti med VSNH in Gosplanom na eni strani ter Narkomfinom in Narkomzemom pač na drugi strani. Predvsem Narkomfin je bil precej konzervativna institucija, ki je pač besno branila državni proračun pred pretiranimi izdatki. VSNH pa Gosplan sta pa na drugi strani ravno poudarjala prednost pač potreb plana nad proračunom in nujnost hitre industrializacije ne glede na pač učinke tega na proračun.
In veliko rivalstvo je pa v bistvu potekalo tudi med Gosplanom in VSNH. Glavni razlog za to je bil, da je VSNH v marsikaterem vidiku duplicirala Gosplanovo delo. Tudi sama je pač namreč imela oddelke za planiranje in je pač izdajala svoje predloge planov. Nasploh, kar se tiče pač planov, ki so jih izdajali, je bil pač VSNH, mislim, je bil Gosplan nekoliko previdnejši od VSNH-ja in je dajal nekoliko manj ambiciozne verzije planov. Zdaj, v 20. in 30. letih je pač obstajala neka tendenca k centralizaciji planskih institucij. Narkomfin je pač počasi izgubljal svoj vpliv na področje industrije, republiške institucije so pa vedno bolj postajale podrejene zveznim. Plani Gosplana in pa VSNH so pa vedno pač bolj tudi izgubljali svoj zgolj prognostični značaj, ki so ga imeli na začetku in pač začeli dobivati izvršnega. Zdaj, v rivalstvo med tema obema institucijama, torej Gosplanom in pa VSNH, je tekom 20 let načeloma zmagovala VSNH, deloma pač zaradi ambicioznejših predlogov planov, v veliki meri zaradi pač ambicioznejših pač predlogov planov, ki so bili v tistem času nekako popularni. Ne? Bolj, ko sem imel ambiciozen plan, boljši je bil. To seveda ne pomeni, da je Gosplan postajal šibkejši. Zdaj, ravno nasprotno. Konec 20. let je bil recimo pod jurisdikcijo Gosplana postavljen statistični urad, kar je pač substancialno povečalo in njegove zmožnosti pač napovedovanja raznih ekonomskih pač fenomenov in tudi njegov družbeni vpliv. In v 30 letih se tudi razmerje med obema spremeni. VSNH je bila reorganizirana v različne ljudske komisariate za različne sektorje industrije, Gosplan je pa pač tudi dejansko postal glavna institucija za planiranje v državi. Zdaj pa pač, kaj so bili te sami plani? Plani so bili nekako načrti za razvoj gospodarstva v nekem zamejenem časovnem obdobju. Vsaj večji plani so bili najprej bolj prognostične narave in se niso zares izvrševali. Zdaj, razloga sta bila dva. Nekako najprej v samem političnem vrhu ni bilo volje za izvajanje teh planov, in prve variante so se pogosto zgubljale po raznih kongresih, sestankih in tako dalje, niso pa nikoli prišle zares v fazo implementacije. Drugič, pač planske institucije še niso imele dobro razvitih orodij za pripravo dejansko uporabnih planov. Prvi plani so bili zelo površni in so temeljili na zelo netočnih podatkih, ker se ti takrat še niso nekako zbirali na ustrezen način. Zdaj, planov je bilo tudi več vrst, delili so se nekako po časovnem in prostorskem obsegu. Nekako najmanjši so bili te Promfin plani, to so bili proizvodno-finančni plani, v bistvu operativni kratkoročni plani, ki so se izdelovali in izvajali na ravni posameznega glavka ali pa podjetja. Potem so kontrolne številke, to so pač zvezni plani za časovno obdobje enega leta. Potem so regionalni plani, ki so, razni regionalni plani, to so bili plani zelo različnih časovnih obdobij, ki so obravnavali zgolj neko določeno regijo ali republiko. Tako je bil recimo, Ural plan, ki je imel za 10 do 15 let pač načrtovanje ekonomije na pač področju Urala. Zdaj, najbolj pač ta glavna in najbolj znana verzija planov so pa te gen plani in pa petletke.
Game plan je splošni plan oziroma dolgoročni plan za razdobje 10 do 15 let. Iz zgodnega sovjetskega obdobja sta znana dva takšna plana. Prvi je Goel-Ro plan, ki je bil pač plan za elektrifikacijo nove Sovjetske zveze. Goel-Ro pomeni pač Državna komisija za elektrifikacijo Rusije. Ta plan je nastal že leta 1920. Drugi je bil Osadičjev plan, ki je pa začel nastajati leta 1926, ampak nekako ni imel srečne usode. Ko je prišlo do implementacije prve 5 letke, se s tem game planom nihče ni zares ukvarjal, čeprav naj bi bile 5 letke načeloma podrejene game planu. Težava z game plani je namreč bila, da je pač nemogoče zanesljivo bilo napovedovati ekonomske trende za tako dolga obdobja, sploh nekako s tedanjo tehnologijo. Game plani zato niti ne bi načrtovali nekega konkretnega razvoja industrije, ter vseh s tem povezanih investicij in podobnega, ampak neke širše socialno-ekonomske trende. In iz čist praktičnega vidika so se zato izkazali za neuporabne in so jih pač nekako zasenčile 5 letke. Zdaj 5 letka pa pač pomeni 5-letni plan. Kot pove ime, gre za splošni plan, za splošni načrt za obdobje 5 let, kar je bilo spet tako malo včasih vprašljivo. V času prve 5 letke je prišlo do velikega, do mobilizacije vseh sil ravno za realizacijo prve 5 letke v 4 letih. Ampak nekako 5 let se je izkazalo nekako za optimalen čas za planiranje. Obenem je dovolj kratko obdobje, da je pač mogoče z veliko gotovostjo izdelovati napovedi. Hkrati je pa dovolj dolgo obdobje, da se je v tem času zamenjalo več dobrih in slabih letin v kmetijstvu, zaradi česar pač zaradi česar se je dalo pač usekati pri kmetijstvu neko povprečje in je to nekako delovalo. Obenem je tudi to dovolj dolgo obdobje, da zajame nastanek novih industrijskih obratov od začetka gradnje do začetka obratovanja. Prva 5 letka je bila v pripravi med leti 1926 in 1929. Pripravljala sta jo tako Gosplan kot VSNH. In prvi pač predlogi so bili še zelo previdni, upam, da se kaj vidi tukaj. Prvi predlogi so bili skratka zelo previdni, zaradi česar so bili kritizirani pač najprej predvsem strani leve opozicije. Pomembna lastnost teh prvih predlogov je bila, da sta predvidevala tako padajočo stopnjo rasti bruto industrijske proizvodnje, kot tudi padajoče investicije v industrijo. Razlog prvega je bila nekako predvsem predvidena padajoča raven gospodarske rasti z zaključkom obnove sovjetskega gospodarstva na predvojno raven. Ko se je pač sama obnova zaključila, so potem predvidevali, da bo tudi sama rast sovjetskega gospodarstva začela rast počasneje. Razlog za drugo, za nekako zmanjševanje investicij v industrijo tekom 5 letke, je pa bilo neko predvidevanje, da je glaven delež investicij potreben predvsem na začetku. Torej, ko je treba kupiti materiale, stroje in tako dalje, medtem ko se kasneje pač te stroški zmanjšujejo.
In to zadnje je bilo predvsem močno kritizirano, da ustvarja nepotrebno in škodljivo cikličnost investicij, zaradi katerih bi pač v nekaterih letih potrebovali ogromno sredstev, medtem ko bi v drugih letih pač sredstva ostajala. To je bilo v pač poznejših verzijah plana nekako korigirano. Predvsem torej poznejše pač verzije planov, kakor pač vidite z te tabele, so predvidevale enako ali pa celo pač rastočo količino investicij v industrijo tekom izvajanja petletke. Zdaj, predvidena padajoča stopnja rasti industrijske produkcije je pa v naslednjih verzijah plana še nekaj časa ostajala. V teh najpoznejših verzijah pa je tudi to potem zamenjalo načrtovanje pospešene rasti gospodarstva. Zdaj, kar bi v okviru planov še splošnega omenil, je, da je zgolj finančno planiranje, ki je bilo skoraj izključno, ki je pač zajemalo celotno to planiranje v zgodnjih letih, ga je vedno bolj zamenjevalo fizično planiranje. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da ni šlo več za planiranje investicij, ampak so pač centralne planske institucije vedno bolj neposredno narekovale dobave in distribucije surovin in polizdelkov med različne sektorje industrije. To je samo tako malo za zraven. No, ampak ok, kaj vidimo iz teh različnih predlogov prve petletke? Nekako, da začnejo pri pač predvsej previdnih predlogih, napredujejo k optimističnim in končajo pri povsem fantastičnih. Zdaj, tukaj iz tega se vidi, da pač nekako ta prvi predlog je predvideval zelo veliko začetno rast, ki je pač do konca petletke prepolovljena. Zdaj, zadnja varianta Gosplan Optimum, ki je bila tista, ki naj bi bila implementirana, je začela pri pač tej rasti 21,4% glede na prejšnje leto in končala pri rasti 25,2% glede na pač prejšnje leto. To v praksi pomeni, da so te plani predvidevali, da bo rast vedno hitrejša in hitrejša in hitrejša in tako dalje. Zdaj, tu je pač in pač sočasno s tem so ti plani tudi predvidevali vedno večje, vedno bolj enormne investicije v pač samo industrijo, ki ni bilo jasno zares, kje bodo dobili pač sredstva za to. Nekako sama matematika pač sovjetskega vodstva je šla na foro, da bo proizvodnja nekako toliko bolj racionalizirana, da bodo padli sami stroški in se bo na tej podlagi dal pač lažje financirati pač to pospešeno rast. Je bilo pa dejansko vsem jasno, da bodo te pač zadnji plani zahtevali pač veliko mero žrtvovanja pač strani pač sovjetske države in sovjetskega prebivalstva. In nekako pač sama ta fantastičnost teh planov je naletela na precejšen odpor pri predstavnikih desne opozicije, na Narkomfinu in pa v nekih opozicijah znotraj samega Gosplana in VSNH-ja. Zdaj, te opozicije so bile poražene. Leto 1929 je tudi leto nekako končnega poraza desne opozicije.
In nekako neke anekdote iz teh časov so, da je odločanje, kje bodo postavili pač nove tovarne, šlo po principu nova tovarna sem, pa jebeš desničarje, pa nova tovarna tja, pa jebeš desničarje. Tako nekako včasih so šle te pač načrtovanja novih pač včasih se je dodajali kakšne dodatne investicije zgolj zato, da se je lahko ovnali desnico znotraj partije. No, ampak skratka, bolj pomembno je tukaj nekaj drugega, namreč sprememba v samem nekem gospodarskem vodilu. Implementacija tako ambicioznega plana, kot je ta pač končni, pomeni ukinitev logike dinamičnega ravnovesja in začetek logike tega Stalinovega velikega preloma. Konec leta 1929 Stalin napove, da gre tukaj za veliki prelom in da je zdaj potrebna mobilizacija vseh družbenih sil za to, da se doseže cilje prve 5-letke v 4 letih. Zdaj, torej pač za mobilizacijo vseh družbenih sil za dosego hitre industrializacije. To seveda vključuje tudi konec zavezništva med proletariatom in kmeti in njegova zamenjava, torej zamenjava tega zavezništva z socialistično ofenzivo proti kulakom v formi kolektivizacije. Pač Stalin na tej točki govori o likvidaciji kulakov kot razreda, pa tako dalje. Zdaj, to je, zdaj za konec bi se v bistvu še vprašal, a je bila pol ta prva 5-letka, ki je šla leta 1929 v izvajanje, tudi dejansko uspešna. Zdaj, da in ne. Gospodarski uspehi in industrijski razvoj so bili pač enormni, herojski v bistvu, čeprav po večini še vedno niso dosegli ciljev plana. Zdaj, mimo grede, plan je bil nekje na sred njegovega izvajanja še enkrat predelan na način, da so se praktično, mislim, da vse cifre noter podvojile. Seveda to niti približno ni bilo doseženo, ampak izvorni plan je bil marsikje dejansko dosežen, kljub temu, da je prej izgledal čisto nekako fantastičen. Hkrati je pa pač začelo prihajati do nekih problemov tudi bolj socialne narave. Zdaj, prišlo je do hudega pomanjkanja delovne sile, ker je recimo nasprotje kot prej v času NEPA, ko si imel brezposelnost. Torej, prišlo je do hudega pomanjkanja delovne sile na eni strani in pa pomanjkanja kmetijskih in potrošnih produktov na drugi strani, kar je skupaj nekako sprožilo inflacijo, ki je bila leta 1932 150% glede na čas pred implementacijo prve 5-letke. Obenem so v tem času realne mezde tudi dejansko padle za več kot 10%. Ogromne migracije iz podeželja v mesta so sprožile stanovanjsko krizo in tako dalje. Skratka, nekako prihajali v samih mestih že do nekih pač socialnih problemov. Daleč najhuje je bilo pa v bistvu prizadeto kmetijstvo, ker se je kolektivizacija izkazala za precejšno polomijo. Tukaj razlogov je bilo pač mnogo. Zdaj, manjko ustrezne infrastrukture, manjko tehničnega znanja kmečkega prebivalstva, ker jasno pa če ne znaš niti še pluga uporabljati, kako boš vozil traktor. Potem slaba odzivnost nekak centralnih oblasti, ter tudi odpor kmetov, ki so pogosto sami
uničevali pridelki in klali živino, da ne bi bila pač ta živina kolektivizirana v nekih področjih. Mislim, da na Kavkazu jim je bila v tem času drobnica, mislim, da skoraj iztrebljena. To v kombinaciji z pač slabo letino v takrat, torej tistega leta, je privedlo nekako do najhujše lakote v zgodovini Sovjetske zveze. Skratka, v praksi se je s to prvo petletko zgodilo točno to, kar je nekako bilo očitano levi opoziciji. Uspešno se je zgodila velika industrializacija, ki je Sovjetsko zvezo tudi pač uspešno potem pripravila na drugo svetovno vojno, ampak zato je mogla država žrtvovati socialni mir, ki je obstajal v času NEP-a. Zdaj, partijsko vodstvo se je iz uspehov in neuspehov prve petletke v resnici ogromno naučilo. Zdaj, plani za drugo petletko so bili pripravljeni dosti hitreje, bili so dosti bolj natančni in so tudi upoštevali nekako novo situacijo in pač potrebe prebivalstva. Druga petletka je bila tako osredotočena predvsem na razvoj lahke industrije. Ampak tudi ta druga petletka je bila potem korigirana, spet je bila korigirana v smer težke industrije in pa v smer vojaške industrije, ker je prišlo do zaostrovanja torej mednarodne diplomatske situacije, ker se je na obzorju nekako začela prikazovati druga svetovna vojna. S tem bi nekako zaključil. Zdaj pa, če so kakšne vprašanja. Pač pri planu me zanima, ali je obstajala kakšna formula, matematična formula, s katero so to računali. Mislim, zanima me malo bolj podrobno, kako se je izračunaval plan za nek konkreten izdelek, recimo, ali pa za neko konkretno surovino, nafto in tako naprej. Mislim, ni bilo tako, mislim, ne moreš tega imeti v eni enotni formuli, ne. Sam proces je nekako potekal tako, da so pač te razne, mislim, ta državna planirana industrija, da je nekako poročala pač višjim instancam svoje lastne plane, svoje projekcije. To so pač višje instance potem potrjevale, vedno bolj tudi same nekako korigirale ali pa kaj takega in to nekako združile v pač plan. Sploh v začetku je bila še bolj ta neka od spodaj navzgor varianta, torej, da so v veliki meri združevale pač manjše plane, ki so jih sama pač podjetja nekako računala. In tukaj je bilo tudi, potem so bile neke razlike, kako so pač ta manjša, mislim, sama podjetja ali pa glavki pač računali stvari, ne. Pogosto, sploh v pač času potem tudi, mislim, pri teh bolj fizičnih aspektih planiranja, so kdaj načrtno malo visoko ocenili, koliko surovin rabijo, čisto zato, da so imeli na rezervo, če se kaj zalomi. Tako da pol proti pač v bolj zrelem tem pač času planiranja je bilo dosti bolj že od zgoraj navzdol, tako da so pač narekovali te pač državne centralne inštitucije, kaj se mora narediti, kaj je treba razširiti in tako dalje. In mislim, tako nekih pač formul, nekih pač statistik tega je bilo ogromen, ni
bilo, da se jih da nekako vse skupaj vršiti neko lično formulo, je bilo pa veliko tudi nekega čaranja. Ne. Pri samem planu, mislim, to ni zgolj samo neka stroga statistična znanost. To je tudi nekako neko socialno-politično vprašanje, kaj ti hočeš doseči. In pol v tem bolj nekako zrelem obdobju planiranja prve 5-letke se je usmerjal v to, da se popravi neke bottlenecke, recimo v železarstvu, ne glede, da bi zares pač preverili, če se te bottlenecke tudi da odpraviti, ali bodo povzročeni tudi kje drugje. Skratka, bilo je tudi veliko čaranja pri tem. Ne. Zdaj, valjda je bilo pa ogromno tudi neke statistike. Ja, in pač, kot sem rekel, te zgodne verzije plana so bile razmeroma slabo pripravljene. Bilo je več čaranja, bilo je več malo bolj na približen projekciji, pa nekako je bil, mislim, so dejansko operirali z vedno bolj pač natančnimi statističnimi podatki. Ne vem, mislim, da ti nisem odgovoril. Ne, sem v redu odgovoril. Edino nisem nikoli čisto razumel, kako so v pripravljanskem modelu, kako je pač potekala komunikacija med različnimi pripravljanskimi enotami. Koliko sem sam bral o nekih primerih na Kitajskem, sicer je bil pač to glavni problem, da računalnikov ni bilo. Kako se ti, recimo, če si imel podjetje, ki izdeluje traktorje, pač to podjetje rabi neke inpute, rabi pač neke inpute iz pač različnih industrij. Pač kako zdaj pač uskladiti to plansko enoto, pač, ki je podjetje, zdaj pač drugimi enotami, ki pač proizvajajo dele, pač kako to, recimo, kako so se s tem ukvarjali brez neke sodobne tehnologije, ker pač to stolažje za te procese. Mislim, težko. Ne? Zdaj, na začetku je bil dejansko zelo velik kaos, ker je veliko tega pač nekako dogovarjanja med različnimi enotami šlo neposredno med enotami samimi, zato je pač tudi v veliki meri prihajalo do same centralizacije. Ne. Zato se je recimo republiške organe pa to vedno bolj podrejali zveznim, vedno bolj se je centralizirali samo zadevo in na koncu je v bistvu ogromen del tega, mislim, je šlo v ogromnem meri za navodila od zgoraj v bistvu. Nabrali so podatke, pa so pa na podlagi teh podatkov in na podlagi teh manjših planov centralne institucije pogosto pač same narekovale pač samim podjetjem ali pa glavkom, kaj morajo narediti, kaj se pričakuje od njih, koliko bodo dobili pač nekih surovin. In včasih je dejansko prišlo do tega, da so dali nemogoča navodila pač kakšnemu podjetju. Ampak načeloma je pa mehanizem pač dejansko deloval in vedno bolje je deloval. Morala je pa obstajati zelo centralizirana organizacija. Zdaj, Gosplan in WSNH sta bila oba ogromni inštituciji. In pač Gosplan je tudi postajal pač nekako vedno več. Mislim, sploh zgodna WSNH je imela toliko nekih podsvetov, glavkov in vsega tega, da je nemogoče slediti. Mislim, toliko nekih podenot je imela, zato je prišlo nekako pol tudi do reorganizacije v ljudske komisariate. Tudi Gosplan je postal vedno pač bolj ogromna neka birokratska institucija. Ampak v osnovi je pač odgovor ta, nekako si mi ratal imeti dovolj centralizirano organizacijo, da se je dalo od zgoraj dol, tudi brez najbolj napredne tehnologije, koordinirati plan, da je bil razmeroma funkcionalen. Ja. Rekli si, da so imeli probleme, ker so bili izolirani in niso imeli
možnosti za financiranje zunaj in tako naprej. Kako so financirali te prve 5 let, kako je bilo to organizirano, če mogoče že bolj natančno? Ali so, ne vem, te oblike kredita, presežka? Zdaj, ja, en del je šel pač direktno z proračuna. Zdaj denar je v proračun prišel prek davkov in podobnih zadev. Potem država je imela monopol nad zunanjo trgovino, kar je pomenilo, da kar so izvažali, je prihodke od tega načeloma pobrala država. Dalje pa sama ta mehanika cen. Ker je država narekovala razmeroma visoke cene v industrijskem sektorju, je ta sektor pobiral ogromne dobičke v bistvu, ki se je dal potem investirati v pač razvoj nadaljni razvoj tega sektorja. Skratka, kombinacija vseh teh faktorjev je nekako skupaj nabrala dovolj sredstev, da se je dal iti v te velike investicije. Dejansko bilo je tudi nekaj kreditiranja od zunaj. Dobivali so vse neke kratkoročne kredite, ki pa so jih tudi izjemno hitro pol odplačevali. Ampak ja, kreditiranja je bilo relativno malo glede na to, kako ponavadi to počnejo pač kapitalistične države. Mogoče veš, kakšen je bil delež BDP-ja zunanje trgovine različnih? Na pamet, ne vem, sorry. Mislim, da ni, mogel bi pogledati cifre, mislim, da ni bil spet toliko velik, ni bil pa spet zanemarljiv. Tudi težava je bila, da so šli recimo v času, tam predvsem konec 20-ih, v času, pač, ko je primanjkovalo recimo žita, je država izvažala žito še vedno, ker so rabili nekako finance za pač financiranje industrializacije in tako dalje. Cifr dejansko ti pa ne znam povedati zdajle. Še eno Ja. vprašanje, kakšna je bila razlika med to kompozicijo ljudi, ko so izvajali Gosplan, pa ta mislim, zakaj pač dve organizacije, ne, zakaj pač, kakšne so razlike med njimi pravzaprav? To je nekako, mislim, stvar je relativno tako nekako organsko nastala. STO, pač, pod katerega je spadal Gosplan, je bila pač ena od zelo zgodaj ustanovljenih pač stvari, torej pač ta svet za pač delo in obrambo, ki pa je bila najprej nekak institucija, ki je vodila ekonomske plati same državljanske vojne. Skratka, ta institucija je bila specifično namenjena vojni najprej. Ampak potem vojne je bilo konec, institucije niso šli ukinjati, ampak so jo samo reorganizirali v neko bolj zgolj ekonomsko-plansko institucijo. VSNH je bil približno istočasno je nastal in je bil pa zadolžen neposredno za upravljanje industrije nacionalizirane industrije, torej industrije v državni lasti, in je potem to funkcijo pač tudi držal naprej. Skratka, eno je bilo najprej primarno vojaška institucija, ena primarno ekonomska, nekako sta pa vzporedno začele obstajati še en čas po vojni.
In kompozicija ljudi noter je bila v bistvu zelo podobna. Oba sta bila pač sestavljena iz skupa nekih ekonomistov, en del partijskih, mislim, da večji del partijskih ekonomistov je bilo v Wesenhaju, pa pol še en del ex-menševikov, pa en del nepartijskih strokovnjakov. S tem, da nepartijski strokovnjaki ni nujno pomenili, da so bili to neki pač ostanki buržoazije tam. Šlo se je, predvsem na Gosplan so bili to pogosto ljudje, ki so izstopili iz partije pred revolucijo. Ampak skratka, bili so razmeroma podobni, mislim, kader je bil dosti podoben. In tudi zato se je nekako šlo v reorganizacijo Wesenhaja na konc. In to je bil tudi cel cajt problem Gosplana z Wesenhajem, ravno ker je prišlo pač do podvajanja tukaj, zato se je pač šlo v reorganizacijo. Niso pa bili isti, da je bil en človek, ki je na obeh. Ne, to mislim, da ne, so imeli pa skupne kongrese, pa skupne sestanke pogosto. Za neke te glavne odločitve so se skupaj sestali. In Wesenhaj je načeloma prihajal na te prezidije pač Gosplana. Tako da je. Mislim pa, da niso bili pa isti ljudje na obeh straneh nikoli. Ne. Ampak fizično so bili oboji v Moskvi, kako? Republiške, ne? Ja, oboji so bili v Moskvi, ja. Potem pa bi se zahvalil predavatelju in Plansu, da se lahko tudi izvajate predavanje. Tam je tista škatla za prispevke, tako kot vedno, in tako kot vedno tudi naslednji teden 29. ob isti uri tukaj naslednjo predavanje.